A vidim ogromne težave s tem primerom na splošno, o katerih nihče ni govoril ali jih opazil. Da, jih vidim. Avtorica nove knjige o umorih v Idahu postavlja vprašanja o dokazih in priznanju krivde Briana Kohbergerja. In mislim, da sem jaz prvi, ki pritegne pozornost, o katerem ljudje govorijo. Ampak prihajajo še drugi. To še ni konec, to je začetek. Bi se lahko primer Kohberger znova znašel na sodišču? Sam Angelet Levy into a law and crime. Preden začnemo govoriti o tej novi knjigi, vam želim povedati o aplikaciji, ki jo uporabljam in mi je res všeč. Imenuje se Upside. Dobili boste povračilo denarja za stvari, ki jih ves čas uporabljate, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je, kaj naredite. Brezplačno prenesete aplikacijo Upside. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate tako kot običajno s kreditno kartico. Nato potrdite nakup in bum, dobite denar nazaj. Recimo, da potrebujem gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko upravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji in ga lahko neposredno prenesem na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju zaslužijo $254 na leto. Kdo lahko to preseže? Če želite začeti prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte tisto QR kodo, ki jo vidite na zaslonu in uporabite naš promocijski kodo CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov nazaj za vsako galono ob vašem prvem tankanju. Brian Kohberger prestaja 4 zaporedne dosmrtne kazni v najstrožje varovanem zaporu v Idahu zaradi grozljivih umorov Maddie Mogen, Kaylee Gonzalez, Ethana Chapina in Xane Kernodle. V zaporu je le številka 163214. Kohberger je priznal krivdo za te grozljive umore, smrt 4 čudovitih študentov, ki so bili zabodeni julija 2025. Vsi smo gledali, kako se je to odvijalo pred kamerami. Priznanje je bilo nekoliko šokantno, saj je Kohbergerjeva obramba kljub izgubljenim vsem zahtevkom za izločitev dokazov in zadnjemu poskusu preložitve sojenja po velikem uhajanju dokazov v oddajo Dateline na NBC-ju še vedno pripravljala primer za sojenje. Preiskava glede tega uhajanja, kot sem izvedela, še vedno poteka. Kohberger je priznal krivdo. Priznal je, da je storil kazniva dejanja in se odpovedal pravici do pritožbe. Čeprav, kot sem vam že povedala tukaj v oddaji CrimeFix, se še vedno lahko pritoži. Zdaj nova knjiga, ki je na voljo, medtem ko to gledate, odpira vprašanja o dokazih, ki so bili uporabljeni za aretacijo Briana Kohbergerja in razkriva nove trditve, ki jih še nismo slišali. Avtor te knjige, Chris Wickham, nekdanji agent FBI, je dobil dostop do stvari, ki jih javnost še ni videla, na 10.000 datotek in strokovnih poročil. O tem je pisal v svoji novi knjigi, Broken Plea. Zdaj so strokovnjaki iz obrambne ekipe Briana Kohbergerja, ki so popolnoma pričakovali sojenje in bili šokirani, ko je priznal krivdo, sodelovali z Wickhamom pri knjigi. Ledva sta dovolila uporabo svojih imen. To sta bila nekdanji agent FBI Chris Holland in kriminolog dr. Brent Turvey. V knjigi Wickham postavlja pod vprašaj verigo skrbništva glede nožnice noža K-Bar, ki so jo našli poleg noge Maddie Mogen na njeni posteli. Analiza DNK je pokazala, da so Kohbergerjevo DNK našli na usnjenem paščku te ovojnice. Turvey trdi, da je morebitno težavo z verigo skrbništva odkril v dneh pred objavo dogovora o priznanju krivde. In Wickham pravi, da bi to lahko povzročilo, da bi ovojnico zavrgli kot dokaz. Zdaj ne vemo, ali to drži. Običajno se v takšni težavi odloča veliko pred začetkom sojenja. Chris Wickham vam bo to težavo kmalu razložil. Knjiga vsebuje tudi podrobnosti o intervjujih z materjo in očetom Briana Kohbergerja po njegovi aretaciji. Agenti FBI so opravili intervju z Michaelom in Mariano Kohberger. Mariana Kohberger je Briana imenovala za svojega angela. Agentu FBI je povedala, da se njen sin ni obnašal nenavadno, ko je leta 2022 prišel domov za božične počitnice. Povedala je tudi, da ni hodil z nikomer in da ni imel veliko prijateljev. Ni se zdelo, da bi vedela za njegove težave na VSU. Zdaj so ti intervjuji nekaj, kar sem zahtevala od FBI in policije v Moskvu, vendar so bile te zahteve zavrnjene. Zato želim povabiti avtorja te nove knjige, Broken Plea, Chrisa Wickhama. Je nekdanji agent FBI. Prav tako je delal v obveščevalni skupnosti. Chris, najlepša hvala, da ste prišli. Zelo cenim, da se lahko pogovarjam z vami. Hvala. Kako ste se vključili v pisanje te knjige v primeru Idahu? Pravkar sem končal oziroma sem zaključil drugo knjigo o drugem zločinu, o primeru pogrešane osebe izpred približno 30 let.
In pil sem kavo z nekdanjim kolegom iz FBI. Začela sva se pogovarjati o tem, kaj počneva, nadoknadila zamujeno in povedal mi je za ta primer. In za ta primer še nisem slišal. 2 leti sem bil zakopan v 2 knjigi. Ko pišem, sem popolnoma predan projektu. Tako mi je začel razlagati. In rekel sem, glej, aretirali so ga. Zdi se, da so dokazi prepričljivi. Zadeva gre na sojenje. Zakaj bi me to sploh zanimalo? Pa me ni zanimalo. Nadaljeval sem s svojim delom. Potem se je vrnil in rekel, no, poglejmo si tole. In začel mi je kazati stvari, ki jih je videl in na katerih je delal, ker je imel iz različnih razlogov dostop. In zelo hitro sem začel ugotavljati, da stvari, ki sem jih videl v spisu, niso ustrezale zgodbi, o kateri se je precej na široko govorilo. Šlo je za zelo senzacionaliziran primer. To je vzbudilo moje zanimanje. In sčasoma, verjetno v nekaj tednih, sem videl vedno več dokumentov. Postal sem vedno bolj vpleten. In na koncu sva pristala tukaj. Katere stvari so ti res izstopale, tiste, ki so se ti zdele najbolj zanimive? Prvi 2 stvari, s katerima sem bil seznanjen, sta bili poročilo Paulette Sutton, ki je pokazalo anomalije, kot bi jih mnogi imenovali, torej stvari, ki so izstopale, ker imaš 3 ločena prizorišča zločina že znotraj te hiše. To je velika hiša. 3 nadstropja, 6 spalnic, 3 kopalnice. Vsi poznamo to hišo. Spalnica v 3. nadstropju je izgledala kot tipično prizorišče zločina. Spalnica v 2. nadstropju, Ksanin spalnica, je izgledala zelo, zelo podobno. Značilnosti, sledi škropljenja krvi, stvari, ki bi jih videli pri preiskavi umora, pri takšni preiskavi umora. In potem skupni prostori 2. nadstropja. Kako so morilci prišli iz 3. nadstropja v 2. nadstropje? Na podlagi poročila Paulette Sutton, kasneje tudi poročila dr. Brenta Trveja in tega, kar sem videl, je bilo zelo, zelo drugače. Kri, ki je bila razrečena z neznano snovjo, veliko stvari, ki so izstopale kot problematične. Ko sem se na to poglobil v podrobnosti primera, se je pojavila nožnica. In ta nožnica se je zdela problematična. Od tam naprej je postajalo vse bolj zanimivo in je vodilo do preiskave, ki se je spremenila v to knjigo. Pogovoriva se o tem, razčleniva to malo. Vrneva se k krvi z razrečeno snovjo. To smo videli v nekakšnih majhnih izsekih strokovnih poročil, ki so bila objavljena. O tem razpravljaš tudi v svoji knjigi. Kako to, da ne morejo ugotoviti, s čim je bila kri razrečena? To me je nekoliko bega, ker bi mislila, da bi laboratorij to preveril ali lahko ugotovil, ampak ali je to morda preveč kot v seriji CSI? Mislim, da je to nekoliko kot v CSI. Neverjetno je, kaj vse zmore današnja tehnologija. Ampak zelo močno verjamem in o tem podrobno govorim v tej knjigi, da javnost misli na DNK analizo in forenzično testiranje posušenih tekočin, v tem primeru serumske tekočine. Omenjala je sluz in kri. To je zelo drugače, kot si misli veliko ljudi. Torej, so bila laboratorijska poročila precej enostavna. Gre za neprekinjeno zaporedje, kaj ne? Torej, vzameš vzorec s kraja zločina, v tem primeru bodisi vzorce krvi ali brise, jih pošleš v laboratorij in jih testirajo za določene stvari. Najprej, ali je to kri. Ali test pokaže pozitiven rezultat na kri. Če je tako, lahko določijo krvno skupino. Lahko bi šlo skozi različne faze, ki se končajo z mikroskopsko preiskavo DNK, ki bi, upajmo, lahko povezala ta specifičen vzorec s specifično osebo. Torej, na tej poti grejo stvari narobe. Stvari postanejo zmedene. Mešanice krvi so lahko še posebej zmedene. In v tem primeru poskušamo iz same krvi določiti kemično sestavo snovi, ki bi kri razrečila, ker nočemo ogroziti same krvi. Mislim, da obstaja veliko kemikalij in rečem, da mislim, ker nisem kemik, nisem forenzični kemik, ampak glede na vse, kar sem prebral v dokumentih, se zdi, da to kaže na to. Če bi bila prisotna kemična snov, na primer belilo ali razkužilo tipa Lysol, bi lahko pustila kemične sledi, ki bi jih lahko kemično analizirali. V tem primeru ni bilo nobenega zapisa o tem, kar bi lahko nakazovalo, da je bila to voda, vendar tega nihče nikoli ni rekel. Paulette Sutton je v svojem poročilu govorila o laboratorijskih poročilih, ki so navedla krvne madeže, najdene v skupnih prostorih 2. nadstropja, zunaj spalnice v 3. nadstropju in zunaj spalnice v 2. nadstropju. Skoraj vsi so bili razrečeni z neznano snovjo. Njene besede, to je citat,
In to seveda takoj postavi vprašanje, zakaj? Zakaj so bili krvni madeži v tretjem nadstropju značilni za to, kar bi pričakovali na takem prizorišču? In zakaj bi se ujemali s spalnico v drugem nadstropju? In zakaj bi se to zelo veliko območje od spalnice v drugem nadstropju, čez dnevno sobo, mimo mize za beer pong, po stopnicah navzgor do spalnice v tretjem nadstropju ujemalo? Zakaj bi bili ti krvni madeži, in teh je bilo veliko, drugačni? Zakaj bi izgledali drugače? Zakaj bi bili rezultati testov drugačni? Zakaj bi se izkazalo, da imajo drugačne lastnosti? Kaj se je zgodilo, da se je spremenila kemična sestava in fizične lastnosti teh krvnih madežev? In to ni bilo naslovljeno, vendar po moji oceni in po mnenju drugih ljudi iz organov pregona, s katerimi sem govoril, odpira res pomembna vprašanja. In potem smo šli naprej. Ja, mislim, če bi šlo za nekaj takega, kot je belilo, vem dovolj, veš, pokrila sem dovolj primerov, da vem, da to preprosto uniči DNK. Torej, Veš, je končano. Torej, veš, to je zelo zanimivo. In bilo bi zanimivo videti, kako bi strokovnjaki odgovorili na ta vprašanja na sojenju. Pojdimo naprej. no, to vemo. Če želiš iti v to, poznamo odgovor na to. V redu, potem mi povej. Paulette Sutton je svoje poročilo pripravila proti koncu preiskave kot pripravo na sojenje. Datum sojenja je bil že določen. To poročilo je bilo zasnovano in namenjeno tožilstvu, da ga predstavi poroti in reče: Poglejte te fotografije, poglejte to analizo forenzične analitičarke Paulette Sutton. In potem je prišel dr. Turvey in to analiziral. Nato pa sta si izmenjavala mnenja, ampak ona je zelo natančna. Fizična, vizualna in kemična sestava tistih madežev, najdenih v drugem nadstropju, je bila različna. Kako so tja prišli, je precej jasno. Kaj se je z njimi zgodilo potem, ko so prišli tja, ali med samim postopkom, je še danes predmet razprav. Zdaj pojdimo naprej k nožnici. Veste, nožnica je v tem primeru najbližje tako imenovanemu odločilnemu dokazu, kot ga boste dobili. Mislim, brez nožnice, po mojem mnenju, ni utemeljenih razlogov za sum, ki bi upravičili aretacijo Briana Kohbergerja. Mislim, ni me briga, koliko identifikacij belega vozila imate. Mislim, to so v tem primeru utemeljeni razlogi za sum. Torej, kakšna so vprašanja, ki jih imate vi in ti strokovnjaki obrambe, glede na poročila, ki ste jih prejeli? Katere so te težave s sledljivostjo dokazov, ki jih izpostavljate? V knjigi sem prebrala, da govorite o tem, kako je Talbot, tisti forenzični strokovnjak državne policije Idaha, bil tam vodja. On je vodilni detektiv. On pravi v enem poročilu, da je to našel na tleh. Potem pa je, veste, fotografirano na posteli. In to poročilo je napisal nekaj tednov potem, ko je bil na kraju dogodka in to pobral. Ampak po vašem mnenju se zdi, da je v ozadju več kot samo to. Torej, razložite mi, kaj menite, da so te težave s sledljivostjo dokazov v zvezi z nožnico? Opozoril bom, da ste govorili z dr. Tervijem, mislim, ali pa ste nameravali govoriti z dr. Tervijem. Pripeljali so ga, da bi si posebej ogledal ta tulec za nož. Kar mu je sprva padlo v oči, je bila postavitev tulca za nož v posteli, glede na sledi brizganja krvi. Pregledal je prenos in različne podobne stvari. Prva stvar, ki sem jo opazil, ko sem začel raziskovati, je bila v razkritju dokumentov ali mojem dostopu do nerazkritih dokumentov, da je državna policija Idaha pojdimo nazaj. Policijska uprava v Moskvu je opravila ogled kraja zločina. Policist Nunes je napisal izjavo pod prisego, ki je privedla do naloga za preiskavo. Nalog za preiskavo je pripeljal do forenzične enote državne policije Idaha, ki je prišla in obdelala kraj zločina. Imeli so standardiziran obrazec, ki ima prostor za ročno vpisovanje podrobnosti, ko zbirate dokaze. Pri predmetu številka 14, za katerega mislim, da je bil na drugi strani poročila, je državna policija Idaha ročno napisala. Ne morem se spomniti, ali je bilo s svinčnikom ali s pisalom. Mislim, da je bilo s pisalom. Ampak napisali so predmet številka 14, kar je bil tulec za nož. Piše, da je tulec za nož najden na tleh, poleg žrtve številka 3. Torej, prva stvar, na katero sem pomislil, je bila, da mu damo koristi dvoma. In recimo, da je mislil napisati, najden poleg žrtve v nadstropju številka 3. Vendar pa v naslednji vrstici ali vrstici zatem posebej navede, da je Mary Mogan, pri kateri je bil nož najden pod njenim stegnom, označena kot žrtev številka 3.
Torej, recimo samo, da tukaj ni nobene zarote. Recimo samo, da je to napisal hkrati, ko je pobral nožni tulec in pravi, da je bil najden na tleh. Zakaj bi to bil kakršenkoli problem? Koga sploh briga, ki je bil najden? To je problem, ker je do takrat, ko je napisal svoj uradni tipkani zapisnik o zbiranju dokazov, bil ta oddan, mislim, da je bilo to 6. decembra. To je bilo približno 3 tedne kasneje. Približno 3 tedne kasneje. Zdaj je v tem poročilu nenadoma najden v posteli. In postane drugačen problem zaradi telesne kamere policista Nuneza, ko gre v spalnico in snema policista Warnerja. Neposredno v bližini mesta, kjer bi bil nož, kar pomeni, da je bilo njegovo stegno zelo blizu in tega ni omenil v svojem poročilu. Prav tako ne policist Nunez. Tako začneš niz vprašanj o tej nožnici. Zakaj je to pomembno, kot si pravkar vprašal? Ker se s tem strinjam. Ni to bel avto, niso to izpisi baznih postaj. Prav ta nožnica postane ključen dokaz, ker je vsebovala DNK in od tam naprej nadaljujemo. Zdaj, če se osredotočimo na sledljivost dokazov, bi mnogi zunaj organov pregona ali pravne skupnosti rekli, koga briga, koga sploh zanima veriga skrbništva? Vas mora zanimati iz tega razloga. In to učijo na akademijah že od začetka. Ko policist pobere dokaz, ga da v vrečko in ta pride v laboratorij, želi obtoženec in obramba v njegovem imenu dokazati, da dokaz ni bil kompromitiran na poti do tja. V tem primeru je šel ta nož v vrečko. Vrečka je bila zapečatena in podpisana. Od tam je šla v laboratorij državne policije Idaho. Vse to je zapisano v poročilih, nič ni nenavadnega pri tem. Vendar pa na njej ni bil pritrjen obrazec za sledljivost dokazov. Bila je vrečka. Na dnu je imela črtno kodo. In idahovska državna policija, oziroma, oprostite, organi pregona, so o tem povedali različne stvari, vendar ni bilo sledljivosti dokazov. Kasneje sta se nenadoma pojavila 2 obrazca, ki sta bila ročno izpolnjena za sledljivost dokazov, kjer je pisalo, da je šel dokaz od policista tistega in tistega do policista tistega in tistega, nato v laboratorij, v sobo za dokaze in na koncu v laboratorij. Če pogledate te fotografije, se večini ljudi, vključno z mano, zdi, da so napisane z istim pisalom, črnim markerjem in v istem rokopisu. Zakaj bi to bil problem? Ker gre za ponarejanje evidence. In moj namen pri vsem tem je, če bi bil jaz odvetnik obrambe, Ann Taylor ali katerikoli drug odvetnik obrambe, bi prva stvar, ki bi jo izpodbijal na sodišču, bila izvor te nožnice, od kraja zločina do trenutka, ko pride v laboratorij FBI. In to je precej pomembna pot. Naslednje vprašanje, ki sem ga slišal, je, zakaj Ann Taylor tega ni izpostavila pred sojenjem in iz tega naredila problem? In odgovor, ki je zelo, zelo prepričljiv, je, da tega ni vedela. To ni bilo odkrito, dokler ekipa ni našla anomalije v verigi skrbništva. To so predstavili doktorju Brentu Trveju. In to je bilo predstavljeno, ker je bil tam, da pregleda izvor nožnice. On je to predstavil Ann Taylorevi. Vendar pa, in to morajo vsi vedeti, ker vem, da veliko ljudi o tem govori, Ann Taylor-Jeva ni opazila te težave z verigo skrbništva, dokler mislim, da 4 dni. Natančneje 4 dni, preden je Bryan Kohberger spremenil zagovor in priznal krivdo. Torej tega ni izpodbijala, ker zato ni vedela vse do tik pred tem, ko je spremenil zagovor in priznal krivdo. Ampak moje vprašanje bi bilo, če je obveščena, da obstaja ta težava z verigo skrbništva in da, o moj bog, bi lahko šla nazaj in dobila celoten primer, mislim, morda ne celoten primer, ker če bi se o tem lahko razpravljalo na sodišču, zakaj ni šla nazaj na sodišče in rekla, počakajte malo. Smo razpravljali ali pa smo ugotovili, da tukaj obstaja velika potencialna težava z verigo skrbništva. In moramo vložiti predlog za izločitev te nožnice za nož. Ker verjamemo, da obstaja neka vrsta in mislimo, da imamo dokaze, s katerimi lahko v dobri veri pokažemo, da je tukaj prišlo do težave z verigo skrbništva in bomo vložili ta predlog. Zakaj? Ker je bil dogovor o priznanju krivde že v pripravi in so ga želeli zaključiti ter iti naprej. Najprej, to je odlično vprašanje in hvala, da ste to izpostavili, ker pri pisanju 430-stranske knjige, ki temelji na stotinah tisoč podatkovnih enot, je to ena izmed njih. Mislim, govorite o majhnem številu strani v tej knjigi. Veliko ljudi tega ne razume in nihče ni postavil vprašanj na tako smiseln način, kot ste jih vi. Rekel bi 2 stvari. Prvič, morali bi vprašati Ann Taylor, to je prvo. Drugič, mislim, da je zelo očitno.
Doktor Trvi, govoril sem z doktorjem Trvijem, ko sem sestavljal to knjigo, ampak govoril sem tudi s 3 drugimi viri, ki so bili vključeni v organe pregona ali na strani obrambe. Tako da ne dobivam vseh teh informacij samo od njega. Ampak mislim, da je odgovor na vaše vprašanje ta, da se stvari niso zgodile v vakumu. Brian Koberger ni spremenil svoje izjave o krivdi. Zbudil se je, vstopil v njeno pisarno in rekel: "Spremenil bom svojo izjavo in priznal krivdo." Dnevi predtem so zaviti v skrivnost. Nihče ne ve, kdaj je bil dogovor sklenjen. Nihče ne ve, kako je bil sklenjen. In rečem dogovor iz tega razloga. Šlo je za pregon s smrtno kaznijo. Ki naj bi bil vse do načrtovanega dneva sojenja takšen. Očitna sprememba je bila, da je Brian Koberger priznal krivdo za 4 umore z dosmrtno zaporno kaznijo. Tako so smrtno kazen umaknili iz obravnave. Pri nečem tako pomembnem je razumno verjeti, da se je veliko dogajalo med obrambo in tožilstvom. Vemo, da je bila v obrambni ekipi vključena tudi ekipa za omilitev kazni. Kar hočem povedati je, da je zame očiten odgovor na vaše vprašanje ta, da se je dogajalo res veliko stvari. Ann Taylor-Jeva je izgubila skoraj vsak predlog in limine. Izgubila je obravnavo, izgubila je vse, izgubila je vse. Tako je, zame verjetno, da je na koncu, 4 dni pred začetkom sojenja ali tik pred sojenjem, verjetno pogledala na to in rekla, kot so rekli mnogi: koga sploh briga vprašanje verige hrambe dokazov? Jaz pravim, da se popolnoma ne strinjam. Če bi kdaj kot agent FBI, ki pripravlja primer, prinesel primer pomočniku ameriškega zveznega tožilca, bi se mi smejali. Imeli bi resne vprašanja, verjetno tudi disciplinske težave, če bi predstavil dokaze s temi težavami. Zakaj pa to ni prišlo na sojenje? Ker za to ni vedela do konca. To lahko nedvoumno povem. Zakaj je sprejela to odločitev, ne vem, ampak zdi se verjetno, da je bila takrat poražena na vsakem koraku in da je bila ponujena ponudba, ki jo je ravno obravnavala. Ali to vem zagotovo? Ne, ampak ali vem, da je bila ponudba predstavljena na koncu? Ljudje sprašujejo, zakaj ni sprožila tega primera glede imenovanja. To pa vem. Da, to vem. Torej, Brian Koberger 2. julija 2025 vstopi na sodišče in tam je predstavljeno dejansko stanje. O tem pišete v svoji knjigi. In vprašajo ga, ali je kriv, ali je vlomil v hišo z namenom storiti umor. In 4-krat odgovori pritrdilno. Tudi 4-krat je rekel, da je kriv. Mislim, sodnik Hipla je to znova in znova ponavljal. Ja, mislim... Torej, v bistvu pravi nekaj takega kot: ujeli ste me. Mislim, bila sem v sodni dvorani, opazovala sem ga, sedela sem tam. Bil je kriv, to je bilo nedvomno. Rekel je da in bil je kriv. Da. Da, rekel je to. In spomnim se, ko je Bill Thompson bral izjavo o dejstvih, je bil... Dobesedno sem imela pogled od zgoraj na Briana Kobergerja. In sedel je tam. Ves čas je samo strmel v Billa Thompsona. Mislim, da je morda pomežiknil samo 2-krat v celem času. In res je pozorno poslušal vse, kar je Bill Thompson rekel. Bilo je skoraj tako, kot da bi poslušal, da bi preveril, ali je prav razumel in ali je vse pravilno. Torej, videla si. Ampak videla si veliko več kot mi ostali. Ali verjameš, da je Brian Koberger te zločine res zagrešil, gledano z vidika dejstev? Mislim, da si prebral knjigo, ne? Prebral si knjigo, ali vsaj večino knjige. Prebrala sem večji del knjige. V redu. V vsej knjigi, na vsaki strani knjige, sem nedvoumno povedal 2 stvari. Nimam mnenja, nimam teorije, ne špekuliram. Pravim, to so dokazi, to se je zgodilo. In že na prvih straneh knjige je ta obravnava. Knjiga pravi: Več let ste bili agentka FBI. ampak ne morem. Prav. Če povem, kaj mislim, takoj pokvarim vse, kar sem povedal v knjigi, ker ne gre za to, kaj jaz mislim. Moja naloga tukaj, kot jo jaz vidim, ni bila reči, da gre za napačno obsodbo. Ne delam reklame za obrambo. Ne pravim, da sem bivši policist, da s tem govorim v imenu vseh organov pregona. Kar pravim je, da jaz, Chris Wickham, kot bi rekli odvetniki, potrjujem dejstvo, da je priznal krivdo. In strinjam se z vsako besedo, ki ste jo pravkar izrekli. Ampak ali v današnjem kazenskem pravosodnem sistemu ljudje vedno priznajo krivdo za stvari, ker so res krivi? Lahko bi trdili, da to včasih storijo zato, da bi dosegli dogovor. Dogovor o priznanju krivde je prisoten v vsaki televizijski oddaji o pregonu, v vsaki knjigi, v vsem, kar ste kdaj videli v življenju, ker ljudje ves čas sprejemajo dogovore.
Nisem tukaj, da bi razpravljal, zakaj je Brian Koberger to storil ali zakaj ni sprejel dogovora o priznanju krivde. In rekel bom, da zelo spoštujem dejstvo, da ste bili tam in cenim vaše mnenje, kar ste videli. Jaz nisem bil tam, ko je on to rekel. Ampak vsi vemo in smo že veliko govorili o socialnih, ne vem, ni to diagnoza, ampak o stvareh pri Brianu Kobergerju, naj tako rečem, da postavim okvir. Ann Taylor je vložila predlog in limine in morala doseči, da se je Bill Thompson na obravnavi pred sodnikom Hiplerjem strinjal, da ga tožilstvo na sodišču ne bo označevalo za psihopata, kaj ne? To je zapisano v sodnih zapisnikih. Torej je bilo med mano, tabo in različnimi drugimi ljudmi zaznati, da se je obnašal zelo nenavadno, ko se je pojavil v intervjujih, pri prometnih ustavitvah in v vseh drugih situacijah. In mislim, da bi moral nekdo, ki gleda objektivno, reči, ne vem, kaj se dogaja v glavi Briana Kobergerja. Je zelo, zelo čuden tip. Torej je pomembno, da zločin obravnavamo z vedenskega vidika. In se strinjam s tabo. Zelo pomembno je tudi, da njega obravnavamo z vedenskega vidika. Ampak če boš to počel, moraš pogledati Briana Kobergerja in reči, da obstaja vedenska značilnost samih zločinov. Kaj se je zgodilo vsaki od žrtev? Torej, ali je to upravičeno? Da, tvoje točke so zelo upravičene. Ali pravim, da je Brian Koberger to storil ali ni storil? Ne, ne pravim. Niti nimam mnenja, ne za potrebe te knjige, ne v pogovoru s tabo. Ali vidim ogromne težave s tem primerom na splošno, ki jih nihče ni videl ali o njih govoril? Da, jih vidim. In tudi to bom povedal. Jaz sem bil prvi, ki je to povezal in s tem prišel v javnost. Ampak vam bom nedvomno povedal, da prihajajo knjige in drugi projekti v bližnji prihodnosti, ki bodo obravnavali druge vidike tega primera. In mislim, da sem jaz prvi strelovod, o katerem ljudje govorijo. Ampak prihajajo še drugi. To še ni konec, to je začetek. Ali mislite, da je to zadnje, kar smo slišali o Brianu Kobergerju? Kot veste, Del tega sporazuma o priznanju krivde ni vključeval tega, da bi on, veste, sedel in podal izjavo. Ni vključevalo njegove sodne izjave o tem, kaj je storil. Veste, ni mu bilo treba ničesar ponuditi, ni mu bilo treba ničesar dati. Nič. Ničesar, kar bi ponudilo kakršnekoli potrditvene informacije, kar me preseneča, ker sem intervjuvala Billa Thompsona in sem rekla, od njega niste dobili niti uradne izjave. Nič. Kot da niste dobili ničesar. Prav tako ni bilo zahtevano. Prav tako ni bilo nobenih pogojev. Slišal sem vse te razprave in sodnik Hiplis pravi, da tega ne morete zahtevati. In rekel bi, da seveda, tako je, ampak v Idahu so določene stvari. V tem primeru ne morete sprejeti priznanja po Alfordu. Nekaterih stvari preprosto ne morete narediti. In ena od teh stvari je, da bi lahko bil pogoj v sporazumu o priznanju krivde tudi izjava obdolženca. To je zagotovo možnost. Lahko bi rekli, da bomo smrtno kazen umaknili kot možnost, ampak mora sesti z nami. On mora sesti z nami, z Ann Taylor. In potrebujemo nekaj potrditvenih informacij. Lahko bi bilo tako preprosto. Kje je odložil nož? Torej, karkoli. Kje so oblačila? Ali je zakopal oblačila? veš, ker vemo za lopato in samo pojasni orožje. Mislim, nikoli nismo našli predmeta, s katerim je bila Kaylee poškodovana s topo silo. Nihče ga ni nikoli našel. Nihče niti ne govori o tem, da je bilo nekaj, s čimer so jo napadli, odneseno iz hiše. Nihče tega sploh ni omenil. In mislim, da se to redko omenja. Govorila sem z ljudmi. Pogovarjala sem se z nekom, z enim strokovnjakom, ki je rekel, da bi bilo lahko tako preprosto, kot da bi uporabili kabar s pestjo. Da je nekaj od tega mogoče. Da, nekaj od tega je mogoče. Ampak to ni bilo del pogovora. Ja, samo pravim, da obstaja več razlag za to. Te grozljive poškodbe. Ampak mislim, da hočem povedati, da nisem prepričana, da smo slišali zadnje o Brianu Kobergerju. To govorim že nekaj časa. Ne vem, ali je morda v pripravi kakšna zahteva za habeas corpus, odvisno od izida preiskave, uhajanja informacij na Dateline. In res ne vemo, kaj se dogaja s tem. Ampak ti samo pravim, nisem prepričana. Vse skupaj se mi je zdelo malo preveč urejeno. In nisem prepričana, da je karkoli v življenju res kdaj tako urejeno. Lahko se samo zahvalim, ker sem govoril z veliko ljudmi in mnogi izmed njih so bili zelo, v zadnjem tednu, ko sem govoril v podcastih in podobnih stvareh, sem govoril z veliko pametnimi ljudmi, ki so bili v tem primeru zelo vpleteni 3,5 leta in govorim o odvetnikih. Govorim o ljudeh iz organov pregona, ki so zdaj upokojeni. Govoril sem s podcasterji, ki so to spremljali in z drugimi novinarji, ki to spremljajo.
Bil si prva oseba, s katero sem govoril, ki je znala smiselno predstaviti dejstva v kontekstu delovanja kazenskega pravosodja. In hvaležen sem ti, da si prinesel ta zdravi razum in perspektivo. Postavljaj vprašanja. Ne pravim, da imam vse odgovore. Mislim, da je izjemno pomembno, da postavljamo vprašanja. In ti si prva oseba, s katero sem govoril, ki je postavila ta inteligentna vprašanja. In sem hvaležen. No, ali poznaš odgovor? Poznam odgovor na veliko teh vprašanj. Res ga poznam. Poslušaj. Kako boš ugotovil? Torej, Kate, odgovori na moje vprašanje. Ali bomo slišali še kaj več? Bo Brian še kaj povedal? Ne bom preklinjal v tvoji oddaji, ampak moja čustva bi se pokazala in ustavi karkoli pred da. Prav? Ustavi pridevnik pred da. Mislim, da verjamem glede na to, kar vem o drugih ljudeh, ki delajo na drugih vidikih tega primera. Prav? In lahko bi ugibali, kdo so ti ljudje. Obstaja veliko strokovnjakov in bilo je veliko ogorčenja. V tem primeru je bilo veliko ogorčenja med ljudmi, ki so res trdo delali, da bi našli odgovore. Ki so strastno verjeli v njegovo obrambo ali pa v verodostojnost tega, kako je tožilstvo uporabilo zbrane dokaze. In veliko teh ljudi je prišlo k meni. Vsega tega nisem izvedel od ene osebe. To sem izvedel od različnih ljudi, ki sem jih spoštoval, preveril in potrdil. In ti ljudje še niso končali. To je knjiga, ki nas pripelje do tega trenutka. Prihaja še več. Jaz sem šele začetek. To še ni konec. Torej so ljudje, povezani z obrambo Briana Kohbergerja, ki še vedno poskušajo razkriti, kar menijo, da je bila sodna zmota. Ne verjamejo, da je kriv. Pravilno. Da. In ali veš, če so odvetniki del tega? Tega ne vem. To je še eno odlično vprašanje. Želim si, da bi se z vami pogovarjal že zdavnaj, ampak odgovor je, da ne vem. Nimam pojma, kaj Anne Taylor in njena pravna ekipa načrtujejo, pričakujejo ali karkoli. Nimam nobenega vpogleda v to na noben način. Zaupam lahko le, da je Anne Taylor skrbnica najboljših interesov Briana Kohbergerja in da preučuje različne možnosti. Ampak to je samo moje ugibanje na podlagi dejstva, da je profesionalna odvetnica. Doktor Trvi je rekel, da njegovega poročila nisem videla. Videla sem samo to, kar ste napisali v svoji knjigi. In seveda, razkritje informacij, ki so prišle na dan, ko so bile odpečatene. Da veste, on naj bi pričal, da sta bila vsaj dva storilca. Da. Glejte na vaš pregled dokazov. Ali verjamete v to? Da. Chris Whitcomb, avtor knjige Broken Plea, najlepša hvala, da ste prišli. Zelo cenim to. Najlepša hvala za pogovor. Zdaj je pomembno poudariti, da Chris Whitcomb verjame, recimo, če bi se Brian Kohberger vrnil na sodišče in poskušal vložiti pritožbo, da bi bile možnosti za uspeh zelo majhne. Obrnila sem se na Anne Taylor, da bi jo vprašala o trditvah, da je bila obveščena o morebitni težavi z verigo skrbništva glede nožnice za nož K-bar. V času tega snemanja še nisem prejela njenega odgovora, vendar moram omeniti, da mi nikoli ni odgovorila na noben moj e-mail. Sporočila vam bom, če mi odgovori na tega. In to je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anželet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.